Pozdravljene spoštovane gledalke, pozdravljeni cenjeni gledalci. Oči nam veliko povedo o vsem, kar se dogaja okrog nas. Oči veliko povedo tudi o nas samih, pravijo, da so zrcalo duše. No, ampak tako kot običajno pri zdravju je tako, dokler nimamo kakšnih hudih težav, ne skrbimo preveč tudi za naše oči, drugače je, če imamo očala, ampak vendarle. Odločili smo se in pripravili oddajo, ki ima naslov Poskrbimo za svoje oči. Zakaj, kako, tudi kako se znebiti očal. To bo prava tema tudi zame, o tem z gostom, priznanim strokovnjakom, dr. Marjanom Irmanom. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam vsem gledalkam in gledalcem. Torej, doktor medicine, specialist, oftalmolog, to pomeni specialist za očesne bolezni in motnje vida ter očesni kirurg. Je bil kakšen poseben razlog, da ste specializirali prav oftalmologijo? Posebno ni bil. Mogoče zdaj bolj, ko prihajam bolj v leta, se ga malo bolj zavedam, da je bilo to podzavestno, ampak takrat, ko je to odločitev padla, je, bom rekel, bila zelo slučajna. Pa bom vprašala, ste bili že prej tak bolj tehnični tip, vas je zanimala ta tehnologija, tehnika, laser in podobno? To ja. Tako, da ste se potem tudi... Ja, ker prej kot študent sem bil bolj proti srcu usmerjen, potem se bo prestavil. Dobro. V Sloveniji ste prvi uvedli vse laserske metode in implantacijo umetne leče v oko. 5 let ste bili tudi edini izvajalec laserskih operacij dioptrije, ampak lotili ste se tudi zelo kmalu zasebne prakse. Tudi to je pravzaprav en odločilen korak in svojevrsten uspeh, da človek uspe v zasebništvu v naših razmerah, bom rekla. Ja, to je bil posebni izziv. Takrat so bile pač razmere take, ko je vse cvetelo v Sloveniji in jaz sem bil tudi sam del tega. Mogoče tam bi vas popravil glede laserja, bi rekel samo to, da to velja za te laserje, ki odstranjujejo dioptrijo. Ker v oftalmologiji ali pa v očesni kirurgiji je seveda laserjev zelo veliko vrst in določene vrste so obstajale seveda že tudi prej, ampak ta, ko ga uporabljamo za odstranjevanje dioptrije, ta pa je. Lep jubilej boste praznovali? Ja, to bo drugo leto, ker leta 1996 smo pričeli z temi laserskimi operacijami. Potem leta 2000, mislim, da je bilo to takrat, smo nadgradili s temi posebnimi intraokularnimi lečami, tako da tistim takšnimi lečami, ki jih dodamo zraven k naravni leči. To so posebne, ker vemo, da so še pa druge intraokularne leče, ki se pa uporabljajo takrat, kadar zamenjamo naravno lečo z umetno lečko. To, kar pri sivi mredi, recimo. Ja, delujete na 2 lokacijah, v Žalcu in Ljubljani? Ja, glavna lokacija je seveda v Žalcu, ta dodatna je pa potem v Ljubljani od lanskega leta. Razlog je bil preprosto tega, zaradi tega, ker imamo zelo veliko število pacientov iz Ljubljane in okolice in normalno je, da se bomo mi približali pacientom. Večji del oddaje bova sicer namenila prav laserski korekciji dioptrije, pa vendar to niso edine operacije, ki jih izvajate, še manj edine bolezni, oči. Morda čisto na kratko, najpogostejše te bolezni ali pa motnje omenite, da tako malo ljudje dobijo občutek. Ja, če gledamo svetovno, je katarakta ali siva mrena ali zamotnitev očesne leče najbolj pogostih vzrokov poslabšanja vida, tudi slepote. Potem je zelena mrena, ki v bistvu sploh ni mrena, ampak gre za to, da povečan očesni pritisk oziroma da prihaja do pojavov na očesnem živcu, tako da vid slabi, včasih celo prikrito, zato je glaukom kot tak nevaren. Potem so seveda zdaj zelo aktualna z staranjem prebivalstva, ta degeneracija oziroma spremembe v rumeni pegi mrežnice, tako da ta specialni del mrežnice, ki zbira, s katerim mi ostro vidimo, začne slabeti in jasno to vodi v neke vrste funkcionalno slepoto, tako da ne moremo več brati, ne moremo več televizijo gledati kaj takega. Jasno pa je, da ne nastaja tema. To bi rad posebej poudaril, ker pogosto prihajajo pacienti v strahu, da bo, ki jim rečejo, da bojo slepeli, ampak bom rekel v tehničnem smislu, v smislu branja ali tega ja, ampak ne pa v tem, da bi bila tema pred očmi. Pomeni, gibljajo se lahko, ampak seveda nekih detajlov pa ne vidijo. Potem so pa te razne alergije, ki so danes zelo pogoste in se seveda zelo jasno pokažejo tudi na očeh. Pa zakaj recimo slabo skrbimo za oči, da so te bolezni tako pogoste oziroma te motnje ali kaj bi rekli? Se jim da izogniti ali... Nekaj se da, nekaj se pa ne da, ker je pač način življenja tak, ki nasili v določeno obnašanje.
Sodobni način življenja je tak, da rabimo zelo dober vid, da ogromno obremenjujemo oči, da ogromno delamo na blizu. Da se seveda s sproščanjem, z nekimi vajami, z skrbjo, da imamo dobro korekcijo, če nimamo ravno te prave dioptrije, da tako rečem, ampak osnova je način življenja in bi rekel, da zaradi načina življenja določene bolezni prihajajo bolj do izraza. Degeneracije, recimo, to ne pomeni, da so zdaj nastale, so bile verjetno tudi v preteklosti, samo ker je bila življenjska doba ljudi bistveno krajša, so pač, da tako rečem, prej umrli, preden bi se to pokazalo. Pa drugo je bilo, da je bila seveda to tudi manj zahtevno za vid. Podobno je s sivimi mrenami, to je tudi podobno. Jasno, da ko človek se bliža 80, pa čez 80, je seveda velika verjetnost, da naša naravna lečka ni več čista, da se je že začela kaliti in od zahtev okolja, to se pravi, če bi radi televizijo gledali, če bi radi brali, je odvisno tega, ali pa da seveda potrebujemo operacijo ali pa ne. Se pravi, da je zaradi tega so tudi tako pogoste operacije sive mrene, če se zdaj osredotočiva na sivo mreno. Tako. Pogoste so zaradi tega, ker so zahteve tako visoke in pa tudi zaradi spremembe tehnike. Ker v preteklosti, v tistih prvotnih tehnikah operacije smo rabili zrelo sivo, oziroma zrelo mreno, zrelo, popolnoma zmotnjeno lečo našo naravno, da smo jo potem v enem kosu odstranili. Medtem ko sodobne tehnike, kar bomo potem iz filma videli, so pa drugačne. Je pa bolje, da gremo na operacijo prej, ko leča še ni trda, ko je leča še mehka, ko je še podobna naravno, da tako rečem prvotni, normalno delujoči leči, ker pri tej tehniki uporabljamo ultrazvok in seveda, če je leča mehkejša, jo rađe raztopimo, kot če je leča zelo trda. In s tem je tudi manj teh stranskih pojavov in še pomembno je to, da sodobne tehnike nadomeščajo našo naravno lečo z umetno lečo in na tak način vid lahko restauriramo praktično popolnoma. Kdaj se pravzaprav opazi ta siva mrena? Kako lahko mogoče sami prej ali pač, ko gremo za vozniški izpit, recimo, preverjati svoj vid, takrat opazijo? Pogosto gre skupaj z temi očalami, ki jih rabimo za nablizu. Če gre za kratkovidnost, če gre za daljnovidnost in redno nosimo očala, tako kot recimo v vašem primeru, da recimo kar vaš primer recimo vzamemo, recimo kot kratkovidno in tako naprej. Ko opažate, da ne vidite več tega, kar bi normalno z očali moglo videti, da se vam recimo blešči, da vam pri nočni vožnji nekam luči zelo motijo, prej vas pa niso. In to zelo pogosto rečejo, tako, ne, in potem pridete seveda na pregled, prvi cilj je očala, z očali nekaj ni v redu. Na kar, ko naredimo kompleten pregled, seveda ugotovimo, da očala so recimo, da je ta dioptrija še čisto ustrezna, da je ostrina vida v resnici se poslabšala in da ugotovimo, da vaša naravna lečka recimo ni več tako čista, kot bi morala biti. Tako. In zdaj smo mi seveda posneli operacijo, ampak ne mene, ne. Mene bomo mogoče kdaj drugič, pa bi vas kar prosila režijo, da pokaže to operacijo, vi pa da poveste, torej, kaj se dogaja. Gre za ambulantno, ne. Tako, vidite, da je gospod ni bil, da ga nismo preoblekli, da je vse v obleki, to posebej poudarjam, da pride vedno do zdaj, pa že dolga leta operiram s čisto obleko in povemo, to je bil gospod in to je priprava za samo operacijo, kako pripravimo oko. Tu damo ta posebno respiralo na oko, tako da ne more zapreti očesa. Seveda operacija se dela pod mikroskopom, z zelo dobro povečavo in z izredno čisto sliko. To vidite, da oko potem speremo, to je vse priprava in na to se začne zares. To je ta prvi del. Pri tem gospodu je šlo v resnici za zelo skaljeno lečo, to smo namenoma izbrali, ker se daj zelo izrazito vidite, zato se reče siva mrena, ker oko, da tako rečem, ker lahko na 5 metrov vidiš, da s tem očesom nekaj ni v redu. V resnici res gleda, kot bi bila neka sivina. Zaradi tega, ker je tako skaljena leča, smo potem uporabili posebno barvilo, zato da lahko ta sprednji del naravne lečke odpremo, tako zaokrožen del, da lahko potem z ultrazvočno sondo to, kar bo kasneje v filmu pokazano, odstranimo. Brez takega barvila bi bilo to zelo težko narediti. Za primer, ko sem rekel, v starih cajtih smo rabili tako mreno, kot je tole, ampak smo jo potem s posebnim, kot rečemo, krioekstraktorjem odstranili. Tu se vidi, da je, ker je leča zaradi skalitev posebna, je tudi ta sprednja kapsula, kot rečemo, se pravi sprednja stran, zelo taka lahka, izredno krhka in zato tako previdno
tako previdno jo probamo odpirati. Običajna, recimo taka rutinska siva mrena, je popolnoma drugačna. Tako da bi rekel, da smo si izbrali pacienta, ki za tako demonstracijo, bom rekel, za reklamo ni primeren, ker to je ena tistih, bom rekel, najtežjih ampak ste vendarle opravili tudi pred kamero. Ja, tako da gospod je danes prišel na kontrolo, vidi popolnoma normalno na to oko. In še ena napetost je bila, kar se na roki pozna, da se rahlo vibrira, ker je bila tudi z moje strani živčnost, zaradi tega, ker smo potem v terapiji uporabili multifokalno umetno lečo, to pomeni, da bo ta gospod zdaj po novem videl na blizu in daleč brez očal. Prej je imel očala, potem se mu je lečka skalila in zdaj, ko bomo odstranili to lečko in jo zamenjali z umetno lečko, to bo potem kasneje se pokazalo. Se pravi, to zdaj lečko ven jemljete? Ne, to odstranjujemo od sprednjo steno te ovojnice. Ker ovojnica mora ostati v očesu, zaradi tega, da v to ovojnico, to je neke vrste vrečka, potem spravimo tudi to umetno lečko. To, kar bo pod to ovojnico, tu se nahaja to jedro in škorja naravne lečke, ki jo moramo odstraniti. In na kak način to je posebna ultrazvočna igla, se bo kasneje videli, ki se z izredno visoko frekvenco trese in na tak način odstranjuje te lečne mase. No, to je to. To pomeni, tako da smo najprej pobrali te moteče dele. To raste spodaj. Tako. Tisto rjavkasto spodaj je jedro leče in to je potem s posebno tehniko razkoljemo. Zato moramo prej narediti neke vrste žlebiček. Tako kot križ se to naredi, zato da to jedro lahko razkoljemo, kajti ta pritisk v očesu mora biti izredno majhen. Kajti sicer bi ta leča, če bi malo bolj pritisnili na oko, bi ta leča potonala globlje v oko in operacija naprej ne bi bila mogoča. Seveda pa je treba na drug način. No, tu uporabljamo to posebno, ta predčoper, kot se reče, to se pravi, da razkoljemo jedro, preden uporabimo ultrazvočno iglo. Skratka, tu nismo še nič ultrazvoka uporabljali. Tako vidite, tu se potem razkolje, tu se lepo vidi, ko se potem ta jedro, tako kot bi ga razsekali, da to čop, zasveti se rdeči refleks, to pomeni, tam se potem pa že pokaže mrežnica spodaj. In zato potem prekrožimo. To so zdaj različne tehnike. Eno delamo tako, da se to kar z dvem posebnim še dodatnim inštrumentom in z ultrazvočno iglo to dela. Pa nas uporabljamo to, bom rekel, od profesora Kahošija iz Japonske, tako tehniko. No, tu pa že prikazuje, kako smo to ustranili. Vidite, to dobesedno posesamo. Se pravi, igla razbija in sesa in v zadnji se že vidi rdeči refleks, to pomeni, v zadnji je že normalno očesno ozadje. Tako bi oko naj izgledalo, če nima sive mrene. To se pravi, ko ga takole presvetliš, potem izgleda takole rdeče. In to moramo vse te koščke, skratka vse dele razen te ovojnice oziroma te vrečke, naravne lečke moramo seveda vse skrbno odstraniti in kasneje se bo potem videlo, ko bomo ustavljali. Pacient pa ni v splošni anesteziji, ne? S pacientom bi se lahko pogovarjala. Pacient gleda v to svetlobo, povemo, no tu smo pa že dali lečko noter, vidite, da je taka, ki se potem razpre in to bo tule, verjetno to na monitorju lepše videli, kot če bi šel s kamero pogledati v oko. Tu se vidi to, da je to lečko, čistimo vse tisto gosto snov, ko smo jo dali v oko, zato temu se reče viskoelastik, ki drži oko v pravilni obliki, kajti sicer bi oko padlo skupaj. In to je recimo na koncu operacije. Se pravi, oko ni kot žogica, kompaktno. Tu imamo samo sprednjih približno 4 mm. Oko je precej daljše, 2,23 mm je dolgo. Mi v bistvu operacijo izvajamo na prvih 5 mm. To se pravi, ta sprednja sobica ali pa prekat med roženico in pa lečo je praktično samo 3 mm. To je to zelo malo manevrskega prostora. No, to smo zdaj pokrili in to je konec operacije. Pacient ima tako plastično lusko. Ampak gleda lahko? Ja, normalno. Tudi mu rečemo, da lahko gleda. Tu se lahko usede in prej je bil, mislim, da pred 14 dnevi operiran na desnem očesu. In seveda od danes naprej bo lepo brez očal hodil po svetu. Se pravi, naenkrat obe očesi pa ne? Lahko tudi.
To je čisto odvisno od tega, kako se dogovorimo in kakšna je situacija na očeh. Kadar gre da zelo, bom rekel, zelo gosto mreno ali pa gosto skaljeno lečo, potem raje delamo ločeno, počakamo, ker ne vemo, kaj se nahaja pod to lečo. Če je očesno ozadje popolnoma normalno, če to lahko prej s pregledom ugotovimo, potem bi lahko delali tudi na obeh. Drugo je pa seveda to, da običajne operacije tečejo na zdravstveno zavarovanje, to pomeni, da so za pacienta formalno brezplačne, čeprav v resnici niso. Ja, to je siva mrena. Pri tem gospodu je tu šlo za sivo mreno. Ker se je pa gospod odločil za multifokalno lečo, je v celoti samoplačnik, to pomeni, da tako ali tako, karkoli bi naredil, mora potem tako operacijo plačati sam. In to pomeni, da pač ne bo potreboval očal niti za daleč, niti za blizu. Tako. Zato je gospod ocenil, da je to bolje, da si pač sam plačal, da ne bo čakal, šel v čakalno vrsto, pa čakal, da bo prišel na vrsto, ampak da bo raje to plačal, ampak v zameno za to bo pa dobil neodvisnost od očal. Kako občutljive so oči po taki operaciji oziroma kako je to, da rečemo zdaj okrevanje, recimo po starem? Okrevanje je hitro. Če sem rekel, da danes že normalno vidi en dan po operaciji, normalno je, da vedno po taki operaciji je neke vrste vnetna reakcija. Zato mora dobiti tudi kapljice in te kapljice morajo približno imeti najmanj 14 dni do enega meseca, pa tudi odvisno od tega, kako sam potek zdravljenja oziroma kakšen je postoperativni potek. Vemo, da ljudje na to različno reagiramo. Eni praktično nič, nekateri pa z močno reakcijo. In je od tega tudi odvisno, kako za zdravili. Ampak to prej ne morete oceniti, ne? To pač s kontrolnimi pregledi vidite? Tako, prej se pripravimo, naredimo, da tako rečem, neko povprečje, tako bi se naj vsakdo obnašal, potem pa na osnovi recimo današnje kontrole že potem vidimo, da bo šlo to drugače in seveda potem spremenimo zdravljenje ali pa pustimo tako, kot smo si pripravili načrt. Vedno si naredimo načrt do končnega stanja. Pa so možni kakšni hudi zapleti? Ja, konkretno v tem primeru bi bil seveda hud zaplet tak, da leče ne bi moglo ustaviti. Da bi ta vrečka se strgala in potem ne bi mogli to multifokalno lečo ustaviti. V tem primeru bi se zvlekli posebno drugačno lečo, s katero bi lečo vseeno lahko ustavili. Samo v tem primeru gospod seveda ne bi videl na blizu in daleč, pač pa bi videl samo na določeno razdaljo, za drugo razdalje bi pa moral uporabljati očala. Kaj pa laserska korekcija dioptrije? Včasih je veljalo, da je to pač neka kaprica tistih, ki nočejo nositi očal. Zdaj se je izkazalo, da je to tudi praktično in še marsikaj drugega. Če govoriva o tistih čisto splošnih pogojih, ali je pogoj starost, določena višina dioptrije? Bi rekel, da edini pravi pogoj je stalno nošnja očal. Če nekdo mora stalno nositi očala, da normalno, da vidi v redu, potem je tudi kandidat za operacijo. Zdaj, ali je primeren za lasersko operacijo ali ne, to potem pokažejo seveda vse te preiskave in na koncu, ko seveda seštejemo vse te pluse pa minuse in ugotovimo, da bi bil za to primeren kandidat, potem z laserjem lahko tako operacijo speljemo in če to vse te kriterije, bom rekel, kritično upoštevamo, potem je na koncu lahko rezultat izvrsten in je pacient nadvse zadovoljen. Ampak kot vedno, najprej pregled. Kaj vse obsega ta pregled, recimo, ko pride prvič k vam? Ali je potrebno večkrat, da pride? Kako je s tem? Običajno je dovolj en pregled. Pač vse potrebne meritve sprednjega dela, to se pravi sprednje površine roženice, zadnje površine roženice, potem moramo seveda točno določiti dioptrijo, ne samo kako pacient vidi sam njegovo subjektivno, pač pa tudi objektivno, to pomeni, da z aparaturami izmerimo, kakšna je njegova dioptrija. Običajno uporabimo celo več aparatur in primerjamo rezultate med sabo, ker niso vedno čisto enaki. In se na koncu naredimo, da tako rečemo, operativni načrt z operativno formulo, s katero potem tudi vidimo, ali je laser sploh primeren, to je prvo vprašanje, drugo, s katero metodo v okviru laserja, ker je več metod na voljo, uporabno, in če vse to se naredi tako, kot je potrebno, ne s posebno željo, če nekdo pride, jaz bi pa rad imel to ni preveč dobro. To se pravi, pomembno je, da bi rad se znebil očal oziroma redne uporabe očal. Kajti po laserski operaciji ne moramo 100% zagotoviti, da očala ne bodo več potrebna. Če recimo nekomu, ki je star 25 let, pa ima -4 dioptrije, ali pa recimo konkretno vašo dioptrijo, če to dioptrijo odstranimo, potem, ko boste stare recimo 50, 55, 60 let, potem boste rabila pa očala za nablizu. To se pravi, to ne pomeni, da
da si doživljenjsko, da je človek doživljenjsko rešen očal. Ampak si pa nekako predstavljajo mnogi tako, ne? Ko pridejo k vam. Imate tudi to izkušnjo, Seveda, da pač pričakujejo, da od zdaj naprej do konca življenja ne bo nobenih več problemov z vidom. Ja, to posebej upozorimo, da to pomeni. Če jih pomaknemo v normalno vidne, to se pravi tiste, ki nimajo očal, ker normalno vidni so lahko tudi tisti, ki imate očala. Razumete? To ne pomeni, ampak da ni potrebno očala, nadaleč, v tem primeru potem, ko bo prišlo v določeno starost, bo rabili očala za nablizu. Ker oči se ves čas spreminjajo, ne? To sva že se pogovarjala v pripravah na to oddajo. Kaj pa na dan operacije? Ali je potrebno, da pacient, ki upošteva, se kaj posebej pripravi, ali je tako, kot bomo videli, tudi to operacijo smo namreč posneli? Rekel bi, da je lepo, da je recimo, kaj vem, da je umit, sveže oblečen in tako naprej, zato da je to, ker po operaciji ni dobro, recimo si las prati in tako naprej. Ampak druge neke posebne priprave niso potrebne. Pa za tiste, ki so tako bolj dlakocepski, ne, tudi če leče stalno uporabljajo, pride v poštev, ne, leče ali očala. Zdaj imamo tako, če se uporabljajo kontaktne leče, v tem primeru, če nosijo poltrde kontaktne leče, pomeni te, ki so po obliki stabilne leče, v tem primeru čakamo z operacijo vsaj 4 tedne, še kakšen teden več. To pomeni, da pred operacijo vsaj en mesec ne smejo nositi poltrdih kontaktnih leč. Pravilo je nekaj 14 dni, vendar vemo, da takrat roženica še vedno ni stabilna. Praktično to pomeni, da čakamo recimo 4 tedne in ponovno zmerimo, pogledamo, kakšna je ostrina vida, kakšna je dioptrija in potem se šele odločimo, da gremo naprej. V primeru, da nosijo pa mehke leče, potem to ni problem, recimo 2 dni, dan pred operacijo, tisto, bom rekel, na dan operacije oziroma prejšnji večer se seveda leče odstranijo in se naslednji dan ne dajo oko in se pride na operacijo s spremstvom normalno in se lahko operira, ker te mehke lečke ne vplivajo na obliko roženice. To sem hotela že prej reči, ne, spremstvo pa vseeno, da bi se pa človek pripeljal s svojim avtom na operacijo ali sive mrene ali dioptrije in se potem odpeljal s svojim avtom sam, to pa ni priporočljivo. Ne, to pa ne. To pa ne. Torej, drugo operacijo smo tudi posneli, to lasersko korekcijo dioptrije. S kakšno metodo, kaj ste tu uporabili? V osnovi sta 2 temeljni metodi, kot rečemo lasik, ker naredimo pokroček in ta pokroček položimo potem nazaj iz lastnega tkiva. Druga metoda je pa v osnovi PRK, ta fotorefraktivna keratektomija, ki smo jo seveda potem modificirali. In pri to, kar mi delamo, uporabljamo za to operacijo samo laser. To pomeni, nič ni ročnih, da bi na roke ali s kakšno drugo aparaturo recimo učinkovali na roženico, pač pa samo z laserjem. Temu se reče potem transepitelijski pristop, seveda, ki ima svoje posebne zakonitosti, ampak je pa za pacienta, bom rekel, prijeten. Tako da pacientu v resnici, ko gre na operacijo, ni ga treba biti popolnoma nič strah, operacija zgleda tako kot pregled. Še bolj udobno je, ker se ležiš lepo in gledaš v tako zeleno, tripajočo lučko in to je vse. Se bomo zdaj prepričali, ne? Tako. Torej, operirali ste pacienta? Pacientko z visoko dioptrijo? Bila je taka, bom rekel, srednja dioptrija, stara malo čez 20. Primerna, izvrstna kandidatka. Mlade tudi, ne? Tako, izvrstna kandidatka, zaradi tega, ker smo lahko šli na polno, kot se temu reče, to pomeni odstranili kompletno dioptrijo, seveda tvegali malo plusa celo, ker je imela minus dioptrijo, to pomeni, da lahko računa, da bo zelo dolgo ostala brez potrebne korekcije, skratka do onih starostnih težav bi bilo seveda zaračunati, da ji ne bo treba nositi očal. Sicer pa to vse, kar smo posneli v Žalcu. Ja, in vse je bilo to v živo, da tako rečem, zares. Zares, v prvo ste vse posneli, ne, brez kakšne velike ekipe, samo naš snemalec. Vidimo pa, da programi, aparature in vsega, to pa morate biti dobro opremljeni. Ja, to je bila predpriprava, vedno laser pripravimo za operacijo in če so vsi parametri v redu, potem nadaljujemo z operacijo, sicer moramo najprej pripraviti laser, da je ustrezen. To v bistvu simuliramo, kako bo laser na očesu deloval, kako na široko bo deloval na očesu. To se vse približno vidi in se na očesu potem vse to tako pripravi. Skratka, delovanje tega laserja je omejeno na zgornjo površino roženice. Vidite, da pacienta ni treba neke posebne priprave v svoji obleki, tudi nekega pokrivanja, kajti tu delujemo resnično samo na oko.
Se pravi, nič ni drugih, čim manj se probamo dotikati vsega ostalega. In tudi bi rekel, glede sterilnosti, recimo, ali pa kaj takega bi kdo rekel, da bi mogla biti vse rokavice, kaj takega, to seveda ni potrebno, ampak je pa potrebno poštevati, da se očesne površine tam, kjer bomo operirali, ne dotikamo. In tudi nobena aparatura z ničemer se ne dotikate. To gre žarke oddaleč, to tako rečem. To se pravi, vso delo opravlja laser. Tem je ta razlika. Kako dolgo pa že imate ta laser? 3 leta je ta inštaliran. Prej smo imeli že tudi laser, ampak je bil drugačen tip. Ampak princip je podoben. Ta tehnika se, bom rekel, razvija, da je zadnja leta, zadnje 3-4 leta. Zdaj, eni kolegi pravijo, da je to izvrstno, drugi kolegi pravijo, da nimajo tako dobrih. Naše izkušnje, ko smo vse tiste, bom rekel, slabosti te tehnike uredili, so izvrstne. Se pravi, da je zelo pomembno pri vsem tem prav to izkušnje, ja, so potrebne, tako. Spremljanje podatkov, verjetno tako, iz vsake operacije, pravi, da stalno, potem veste, kaj se dogaja. Tako, to se pravi, stalno rezultate seveda stalno spremljamo, zato tudi jaz potem paciente gledam na kontroli. In če prije do kakšnega odklona, seveda tako reagiramo. Vidite, to namestimo podgor posebno, tako kot spužvica je, ta mitomicin, to je poseben citostatik, ki potem prepreči to brezgotinsko reakcijo na očesu. To je zelo pomembno, ker ta tehnika ali pa ta fotorefraktivna keratektomija, ta osnovna tehnika, ki se je razvila z laserjem, je imela to slabo lastnost, da se je tam nekje po 4 do 6, 8 tednih pojavilo brezgotinjenje, ki je seveda poslabšalo vid. S pomočjo tega citostatika, ki ga seveda tam za 20 do 30 sekund pustimo na očesu, tak problem potem odpravimo. Druga, kar je dodatek te tehnike, je tudi to, da potem počasi kapamo 1 minuto izredno mrzlo fiziološko raztopino. To je, bom rekel, edini neprijeten del operacije, ki poleti ni neprijeten, ker je fajn, če nekaj mrzlega, po zimi pa seveda ni tako fajn. To zato, da ranico ohladimo. Ampak ste kaj omrtvili oko ali karkoli? Oko je samo površinsko, damo anestetik, tako da pacient čuti dotik, bolečino pa ne. In v tem primeru damo čez seveda kontaktno lečo, ki to ranico potem pokrije, da gremo čisto počasi zaradi tega, da iztisnemo iz očesa ves zrak, to se pravi izpod lečke, kajti naslednje 3-4 dni je lečka ves čas v očesu, zato je zelo pomembno, da ne bi karkoli pustili pod lečo in sprožili kakšne vnetne reakcije, predvsem okužbo. To se pravi, naslednje 3-4 dni se bojimo okužbe. In ta lečka se pozneje odstrani? Ta lečka, kontaktna lečka se potem po 3-4 dneh odstrani, to je tudi primer, kako lahko mehurček nagaja. Smo rekli, pa je tudi lepo, da to posnavimo. Tako da je treba potem, ponavadi se to kar pusti, da je mehurček noter. Mi smo se naučili, da mora biti lepo popolnoma čisto, ker takrat je potem res 3. dan vse v redu z očesom in potem samo čakamo končni rezultat. Treba pa povedati, da pri tej tehniki 2 do 3 tedne je lahko rezultat niha, to se pravi, ni rezultat čisto v redu. Takoj po operaciji, ko se je pacientka, recimo, ko je ostala, je videla, recimo, skoraj tako kot z očali. Ampak potem se pa vid rahlo poslabša in je seveda najslabši tam 3. 4. dan. Ker vendarle pa gre za operacijo, ne? Ja, to se pravi, ne v času operacije pomeni, da teoretično bi recimo bila skoraj sposobna iti sama domov, ampak ker to ni vedno tako, zato vedno mora biti spremstvo. Kako dolgo pa traja, recimo? Ta operacija traja približno 10 minut. Sam ste videli, da učinek laserja je izredno hiter, to je v sekundah. To se pravi, vse ostalo je ta priprava, tako da vse pripravimo za to, da to, kako damo ta blefarostat. To je v bistvu edini mehanski del, kjer se očesa dotikamo. Pa še to že prej pripravimo, da tistega dela tam, kjer laser deluje, to se pravi ta roženica, ki se da vidi, ko ti žarki, ti pilotski žarki označujejo, kjer laser strelja, ker to je neke vrste obstreljevanje roženice. In to je zgornja površina, to gre v globino desetinke, kaj bi rekel, 100 mikronov, to je zelo plitko. Ampak izjemno zahtevna, ne? Ja, tehnološko je to zelo zahtevno. In verjetno taki laserji so tudi zelo dragi. Ja, zato pa je cena taka. In ko govorimo o teh operacijah, zdaj so čedalje pogostejše, ne? Tudi vi opažate, da je tega čedalje več. Ja, ljudje zaupajo, vse več je ljudi, ki so bili operirani, ki so, bom rekel, zadovoljni z rezultati in zato se ljudje odločajo.
Res je, da je trend k višji starosti, to se pravi okrog 40 leta, kar bom rekel ni tako fajn za operacijo, ne? Recimo ta pacientka je bila idealna s svojimi tam 25 leti, kot za operacijo. Ko je pa nekdo star recimo 40, ko je pa star recimo 40, 45, ne, da ni stvar v tem, da so leta problem. Problem je ta starovidnost. To pomeni, ko nekdo pri 40, ki ima recimo -3 dioptrija, ga operiramo, ima potem seveda recimo nič ali pa recimo 0,25, on nadalč odlično, daleč izvrstno vid, ampak potem se pojavijo težave na blizu. Če bi pa ostalo recimo -1, seveda težav na blizu ni, ampak potem pa daljava ni več tako v redu. Ampak je kakšna rešitev v to? To je pa zdaj drug pristop. To pomeni, da pristop k reševanju moteče dioptrije se z leti potem menja. Če je laser absolutno superiorna zadeva tja do 30 leta, mogoče tja do 35 leta, torej to, potem po 50 letu velja enako za menjavo lečke, to, kar smo prej videli pri sivi mreni, ampak ko gre za menjavo naravne čiste lečke. To takrat lahko to naredimo in potem ustavimo multifokalno lečo in pacientu, ki je imel recimo prej +3, +4 dioptrije, očala za nadaleč, očala za nablizu, omogočimo, da teh očal potem ne potrebuje. Glede na to pa, da so tudi očala in ta stekla zelo draga, se potem tako z operacijo pravzaprav že skoraj izenači, ne? Tako, če ima nekdo komplicirano dioptrijo, zahtevna, da tako rečem stekla za korekcijo, se lahko zgodi, da se bo operacija zelo hitro amortizirala, če računamo, če čisto ekonomsko računamo, če ne govorimo o kaj drugega. Če ne govorimo nič o zdravstvenih seveda je pa potem tole efekt oziroma operacija na očeh, ki zahteva nek pogum, da tako rečem z obeh strani, tistega, ko operira, predvsem pa pacienta, da si zupa. Absolutno, jaz sem vam dokaz. Lahko zagotovite torej, da se bo stanje izboljšalo, kaj pa vendarle v tistih primerih, verjetno kakšen odstotek ali nič koliko, pa je kakšnih zapletov, kaj recimo je tisto najslabše, kar se lahko zgodi pri operaciji oziroma korekciji dioptrije? Če govorimo pri laserskih operacijah, to, kar je bil recimo zdajle primer, potem je dve tisti glavni. Prvo je, da ostane neke dioptrije, ki recimo povzroča pacientu ali pa pacientski težave pri vsakdanjem delu, to je ena. Drugo so, kot rečemo, motnje višjega reda, kot recimo bleščanje, občutek suhih oči, recimo pri nekomu solzenje, pri nekomu recimo občutek tujka v očeh, kot da bi se nekaj takega zgodilo. To samo po sebi sicer vid je zaradi tega lahko čisto v redu, ampak vsakdanji ritem to moti. To so recimo te komplikacije, ko govorimo o komplikacijah. Lahko bi bil recimo vid tudi recimo za kako desetinko, mogoče to se pravi za eno vrstico, ko se gledajo vrstice recimo slabši, kar v vsakdanjem življenju pacient praktično ne bi opazil. To bolj, ko testiramo in če primerjamo prvi predoperativni rezultat z postoperativnim, potem vidimo lahko to določeno razliko, lahko pa tudi seveda pacient sam to opazi. Da bi bila pa komplikacija v tem smislu, da bi izgubil vid recimo, da bi se stanje drastično poslabšalo ali pa to, da bi recimo oslepel. Teoretično je seveda vse možno, praktično ali pa naše izkušnje pa seveda niso v tem stilu. Kaj, če se med tem postopkom, med operacijo kaj zmoti, zmanjka elektrike, ne vem, vam za hip popusti koncentracija? Laser se zapomni situacijo in od tu potem nadaljujemo, če bi recimo elektrike, če bi zmanjka elektrike, ni noben problem, ker je tako ali tako na UPS-u, operacija steče do konca. Recimo, da bi crknil laser, da tako rečem, v tem primeru to pomeni, da na tem nivoju prekinemo operacijo, pustimo, potem zmerimo dioptrijo in čez recimo 2-3 mesece nadaljujemo še tisto, kar je ostalo. Lahko čez leta ponovite operacijo, ker ste sva rekla, spreminja se dioptrija kljub tej korekciji še vedno, lahko morda ponovite? Vedno načrtujemo prvo operacijo tako, da imamo potem še zasilni izhod. To pomeni, da imamo vsaj še eno operacijo možno izvedeti nekoč v prihodnosti, če bo potrebna. Tu sta dva pogoja. Prvič, da je dioptrija taka, da lahko računamo, da bo ponovnem posegu potem bolje in če je, da tako rečem, medicinsko indicirano. To pomeni, če se pogoji na očesu taki, da omogočajo seveda ponovni poseg. Vedno načrtujemo tako, da bo tkiva, ki ga odstranjujemo, dovolj še za recimo eno operacijo. Lahko je tudi kak tak primer, to je redko, ampak se lahko zgodi, da ima nekdo samo eno možnost. In potem se pač odloča, bi ali ne bi, ker potem kaj pomeni, če ni uspešno, pomeni, da potem mora spet uporabljati očala. Ali pa leče. Lahko pa očala potem popravljajo, ni pa tako, da bi... Ampak potem smo zgrešili namen, Dobro. So te operacije v celoti samoplačniške?
Tako je, operacija je v celoti samoplačniška in tudi ni na vidiku nobenih sprememb, da bi recimo bilo v smislu zavarovanja. So se pojavile ideje tudi zavarovalnic nekaterih, da bi to šlo, ampak od tu je vse obstalo. Zdaj je veliko ponudb, ne? Včasih ste bili redki tisti, ki ste te operacije, korekcije delali, zdaj pa celo že neke sorte turizem nastal, da gremo tudi v tujino, ne? Se operiramo, se malo še gremo v kakšen wellness, pa potem, ampak kako je zdaj s temi operacijami, recimo v tujini, so to tako sigurne, da bi človek rekel, da gre brez skrbi kam drugam, ali je bolje zaupati domačim strokovnjakom? Ja, izkušnje iz Daljnega vzhoda, ker se je to najprej že pred leti začelo, to treba Nemce vprašati, oni so bili prvi tisti, ki so to delali, pa hodili, pa potem z negativnimi izkušnjami prišli nazaj. No, naše izkušnje so, to je stvar odločitve. Če nekdo se odloča tako, da zaupa temu terapeutu, se pravi v tem primeru oftalmokirurgu, potem lokacija niti ni pomembna. Ne? In tisto, za kar je značilno za ta zdravstveni turizem, je v tem, da greš nekam, ne? In ne veš, kdo bo. Kdo te bo operiral, kdo bo skrbel konkretno. Medtem bi rekel, naša prednost je pa čisto konkretno, da lahko vidiš, kje boš operiral in kaj se bo dogajalo, ali ti je ta ustanova všeč ali ti ni, a ne, potem se lahko odločiš drugače. Je pa res, zdravstvene stvari je dobro biti nekje bližje, ne? Ker nikoli ne veš, kako bo to med sabo povezano ali bo še kakšne druge težave. Hotela vprašati, ja, ti podatki, recimo, vendarle pri operaciji dobite neke, ne, pri predogledu, potem operacija, pa po operaciji, to so neki podatki. Kako potem, če gremo nekomu drugemu, teh podatkov ni, ne? Predvsem operativnih podatkov ni. Veste, to je potem problem. Jaz sem imel tak primer, ko je bil pacient operiran v Budimpešti, pa je potem seveda dioptrija se deloma povrnila nazaj, ni bilo nikakršnih podatkov od prej. Njegova želja pa zaradi, bom rekel, poklicnih zahtev taka, da očala niso prišle v upoštev. Seveda so bile težave, ne, ker oko je bilo drugačno, ni bilo več tako in je potem tudi drugače reagirala. Tako da iz tega stališča je to zelo pomembno, da je to neka ustanova, ki ne samo, da v tem trenutku obstoja, ampak da bo tudi obstojala naprej. In to je vidim prednost naše ustanove, ker so nasledstvo zagotovljeno, ker že moji mladi kolegi že to vse lepo delajo. In tudi, ker delamo tudi na zdravstveno zavarovanje, to pomeni, da imamo status tudi tega, bom rekel, javne ustanove z vsem obveznosti, ki morajo biti, je za pacienta tudi neka garancija, da če bo danes operiran, da bo lahko tudi čez 15 let iskal skrbo ali pa iskal pomoč, če jo bo rabil. Je verjetno pri oftalmologih tudi tako, da je dobro imeti svojega, ne? Osebnega, kot rečejo, kot ostali osebni zdravniki, nekdo, ki te pozna in te spremlja in najbolje ve, ne? Ja, ravno zaradi tega, ker recimo očala ne rabi napotnice, ne? To se pravi, to gre situacija podobna, kot če gremo z zobozdravnikom in ponovadi si izberemo recimo nekoga, ki nam je všeč, ki je njegov pristop dober in v tem primeru je tudi podobno z nami očesnimi zdravniki. Če nismo kandidat za lasersko operacijo, korekcijo dioptrije, se da kaj pomagati? Pogledamo, kakšne so možnosti. Seveda, prej smo govorili o letih, kdo je. Potem drug pristop je seveda glede na dioptrijo. Pomeni, če ima nekdo pri 21, 22 letih, recimo -12, seveda ni primeren za laser. Ampak, če ima anatomske pogoje ustrezne, potem lahko dodamo k naravni leči še umetno lečko in ga na tak način iz -12 dioptrij spustimo recimo na 0,50 na 1 dioptrijo in postane tak človek, ki je praktično invalid, da tako rečem, normalen, vsakdanji. Se pravi, vsak primer je zase posebnost, ne? In na splošno nekaj govoriti se ne da, kogarkoli to zanima, naj pač gre na pregled in potem lahko vidi, ali je primeren, ali ni primeren, ali se bo lahko znebil dioptrije ali ne, oziroma vi pravite vedno, pa se da pomagati. To bi poudaril, da do zadnjega ne moreš čisto točno reči. In problem je takrat, kadar pride pacient z določeno idejo, z določeno željo. Jaz bi želel to se pravi, od mene na nek način zahteva, da naredim po njegovih željah. Lahko, tehnično ni noben problem, samo to ni optimalno recimo za njegovo oko. Skratka, tudi jaz ne smem gledati, kaj jaz najraje delam. Ker so določeni posegi so lažji, določeni posegi so pa taki, ker sem pa jaz živčen zraven, ker je nevarno. Pomeni, da vedno odločitev mora biti objektivna, kakor se pač lahko je,
z moje in z pacientove strani, glede na to, kakšno je oko in na osnovu tega se treba odločiti. In razna oglaševanja, 100% uspehi in podobno, to je hudo zavajanje, opozarjate? Ja. To pomeni dvoje, ali tak človek nima izkušenj, ali laže, bom rekel, no, to je težko reči, ampak vsi tisti, ki smo, da tako rečem, stare mačke v tem poslu, jaz si kar upam reči, da če reče, da je 100% rezultat, potem ali ne ve, ali pa laže. Si med sabo, vi, ki ste si tako nekako konkurenca tudi, izmenjavate podatke, izkušnje, vi posredujete tudi naprej, ne samo svojim v vaši ustanovi, ampak morda, ali je to izmenjavanje poteka ali ne? Ja, ta poteka na teh srečanjih. Predvsem pa vsi moji pacienti dobijo v roke rezultate, se pravi, v bistvu imajo to svojo kartoteko. Tako da, če želi recimo pacient še drugo mnenje, še vprašati koga drugega, ni noben problem in je tudi sam jaz recimo nisem čisto jezen ali pa užaljen ali kaj takega, če moj pacient nekoga še drugega vpraša. Enako tudi jaz z veseljem pogledam recimo pacienta kakega drugega kolega in vidim rezultat, ker na tak način si tudi gledamo. Jasno pa smo si konkurenca, ampak treba povedati, da konkurenca v osnovi je zelo zdrava. In to mogoče manjka v našem rednem zdravstvu, da bi bila to prava konkurenca. To hudo manjka v našem rednem zdravstvu, ugotavljamo tudi mi. To se pravi, na samoplačniškem nivoju je seveda konkurenca ostra in so temu primerno potem tudi obnašanje vse tisti, ki to delamo, da je res, da slaba stran tega je seveda to oglaševanje, ki gre le malo predaleč. To medicinsko, recimo, ko upravljamo z očesom, moramo biti le malo bolj. Potem se pa znebimo očal, pa se pogledamo v ogledalo, pa smo spet nezadovoljni. Recimo s povešenimi vekami in raznimi zadevami. Vi pravite, da na očeh okrog oči naj bi tudi te, rečemo, estetske posege opravljali vi kot strokovnjaki za očesa. Očesni zdravniki. Jasno, da tu je seveda ta subspecializacija v smislu plastike. Ravno zato, ker je oko tako občutljiva struktura in seveda je zrklo, ki je seveda v kompletni naši domeni, tako blizu kože in tako naprej. In kolegi, ki se ukvarjajo z plastiko po celem telesu, vse lepo v redu, to obvladajo, ampak okrog očesa se pa kaže, da je to malo drugače. In menim, glede na izkušnje iz preteklosti in ko gledam paciente, ki so bili recimo obravnavani, bi bilo potrebno, da te posege, tudi estetske, čeprav bi rekel, da čisto v estetskem smislu jih ni tako velika, ampak bolj res funkcionalno. Kajti, če ima nekdo preveč kože tu na vekah, recimo tudi jaz imam malo preveč, potem to ovira pri vsakdanjem delu, sploh recimo lahko pri športu, ko se potimo in tako naprej. In v tem primeru bi bilo seveda zmanjšanje te kože gor tudi primerna rešitev in to se že potem šteje lahko v estetski poseg. Če je to tega zelo veliko, potem je že to medicinsko indicirano. Tako da. Ampak to tudi pri vas lahko uredijo, povejo, kaj jih moti, ali pa razni izrastki ali kaj takšnega na vekah okrog oči, to naj bi tudi tako strokovno. In to seveda tu upravljamo, moja mlajša kolega, sta se s tem še posebej ukvarjata, imate to nalogo, da te stvari uredita tako, kot mora biti. No, ko gledamo vašo spletno stran, pa vidimo, da tudi se lahko znebimo gubic pri vas z botoksom. Zakaj ste se pa s tem začeli ukvarjati? Skratka, vse okrog oči, ker to je bilo tudi prvotno. Mimo grede botoks je bil najprej namenjen očem. Pred leta nazaj, to še dolgo, ko sem začel kariero, je botoks že bil, in takrat smo ga, ko bi ga naj bi ga uporabljali za zdravljenje, med drugim za zdravljenje tudi ptoze, to se pravi povešene veke, skratka čisto medicinske indikacije, recimo pri določenih težavah pri strabizmu, pri škiljenju in tako naprej. Skratka, tam je bil začetek. Potem so seveda ugotovili, da se da tudi kakšne druge stvari popravljati po obrazu, pa še kje druge. Torej, če koga zanima tudi kaj takšnega, lahko vas vpraša, bomo pa verjetno tudi kakšno oddajo naredili na to temo, ne? Ja, to bi tudi zanimivo, tako da pacientom pokažemo. Rekla sem že, laserska tehnika izjemno napreduje, laserji so izjemno dragi, pa vendar potem jih je treba zamenjevati. Kako vi sledite temu razvoju? Ste povezani s proizvajalci? So to verjetno na svetovni ravni kakšna srečanja? To so vedno vsakoletna srečanja. Do zdaj je bilo tako, da smo
ta razvoj spremljali, da tako rečem, res up to date. Ko je prišel nov model laserja oziroma nova generacija laserja na tržišče, ko se je pokazala, da je v redu, da je preskušena, da lahko gre vsak dan delo, smo ga tudi nabavili, skratka smo starega vrnili in šli z novim naprej. Zadnji trendi, zadnja leta pa kaže, da se bo stvari spremenile, zato ker so preprosto cene zgrmele. In ko me pacient vpraša, zakaj je bila recimo prej operacija 1000 evrov, zdaj je pa recimo 700 evrov, to samo pomeni, da tuj let kasneje bomo zamenjali aparature in zadeva teče naprej. Za tiste, ki so prvi 2 ali pa 3 leta operirani po zamenjavi aparature, je vse v redu. Tisti, ki so 4 leta, potem je recimo še vse v redu. Tisti, ki so pa 8 let po zamenjavi operiranje, pa vprašanje, če so operirani z optimalno opremo. In če zdaj ravno o teh spremembah govoriva, pomeni, da bodo te laserske korekcije dioptrije pregnale te klasične optike, prodajo očal? Ne, mislim, da bo ostalo kar lepo podobno, da se ne bo in da laser v bistvu ni nobena grožnja očalom ali pa optikom kot profesionalce na tem področju. Tudi vi imate še vedno optiko, ne? Tako, to ne predstavlja, pač pa pomeni nek višji nivo. Ker vemo, da če operiramo kar -6, -7 dioptrije, precejšnja verjetnost, da bo 3/4 dioptrije ali pa da bo 1 dioptrija ostala, kar pomeni, da bo tak pacient lahko v prihodnosti, če 4-5 let rabo na lahko očala. Kar pomeni, da bo bolj gledal v estetskem smislu. To pomeni, da optike seveda hitro ugotavljajo, da pa v komercialnem smislu lahko pride še celo bolje skozi, da tako rečem, kot prej, ko so pacienti imeli tista težka očala, ne, in so seveda na estetiko v bistvu manj gledali. Se pravi, morda več cenejših, ne, očal, Tako, potem so pa bolj sončno zanimive, potem so recimo taka čisto lahko očala za specialno. Samo to mi še povejte, menda bo se razširilo tudi na naročanje oziroma kupovanje očal prek interneta. To že obstoja. Že obstoja? Kako varno je? Kako je, da dobimo res potem tista očala prav za nas? Jaz bi rekel, da varno je v tem smislu, da dobimo tisto, kar plačamo. Ne? Če recimo kupimo očala po internetu, ki so 50 evrov, pa kupimo v optiki primerljiva, čeprav ni to čisto primerljiva, lahko je. Recimo, tako kot rečemo, gotovo očala za bližinski vid. To pomeni, če kupimo tisto očala, recimo plus 2 dioptriji, pa imamo pravo zenično razdaljo, ravno tako, kot so v teh očalih, potem so tisto čisto v redu, ker jih pač uporabljamo recimo urco 2 na dan. Ali pa še manj. V primeru, da gre za astigmatizem, v primeru, da naša dioptrija na enem očesu ni enaka kot na drugem očesu, pa imamo zahtevno bližinsko delo, potem so taka očala že zelo vprašljiva. Enako je tudi za stalna očala. Mi si lahko naročimo -5 dioptrij, kaj vem, iz Daljnega vzhoda ali pa iz nekega internetne trgovine, ki so seveda bistveno cenejša. Ta očala so pač industrijsko narejena. Medtem ko delo v optiki je na nek način butično, to se pravi je individualno, prilagodimo očala stranki, tam si pa naročiš standard, ki je seveda temu primerno cenejši. In zdaj, če ta standard nekomu ustreza, v redu. Kaj pa ravno ta očala za starostno dioptrijo? Gremo v mesnico, pa zraven vidimo še očala pa jih kupimo. Ja, to se je pa razvilo, to je pa krivda tudi optikov, zaradi tega, ker so v začetka omalovaževali ta pristop. Vemo, da 200 let nazaj ali pa še več je bilo to normalno, tako da so ljudje hodili s tako posebno košaro oziroma s takim kovčkom, na katerem so imeli gotovo očala. In potem so ljudje na teh sejmih probali, so poskusili, katera očala jim ustrezajo. To je nekaj podobnega, kako zdaj kupiš recimo na črpalki ali pa na pošti ali pa v mesnici recimo tako očala. To pomeni, da se čez čas nekaj stvar vrača, ampak takrat so bila ta očala za vse. Zdaj so pa ta očala namenjena strok bolj temu bližinskemu delu. In pač, če človek nima denarja ali kakorkoli, potem je pač recimo 10-15 evrov tudi rešitev. Ampak ali večina ljudi ima enako dioptrijo na obeh očesih ali večinoma ne? Večinoma ne. Ne. To je to. In tudi 50% naših očk ima astigmatizem. To pomeni še eno dodatno dioptrijo, ki seveda taka očala ne zaznajo. Kako pa se prepričamo glede sončnih očal? Opozarjate, da kadar smo na soncu, ni dovolj samo, da se namažemo, da je treba zaščititi tudi oči. Zdaj pa očal je tudi veliko. Verjetno je najvarneje, da jih kupimo v optiki. V optiki naj bi bilo zagotovilo, da so očala predvsem narejena tako, kot je to po standardu potrebno, predvsem pa, da imajo vgrajeno to UV
to popularno UV zaščito. To se pravi, ti plagijati oziroma te kopije in tako naprej teh znamk, bi lahko bil problem v tem, da ta zaščita ni takšna. Težava je seveda, ker je to treba vse preveriti. In veste, da imate tako kot v kozmetični ali pa v modi veliko teh plagijatov, podobno je tudi pri očalih. Pri sončnih je seveda stvar še toliko lažja, ker noter ni dioptrije in se to še lažje ponareja. Skratka, pomembno je to, da ta očala dobro pokrijejo oko, tudi te zunanje dele, in pa da imajo seveda to ustrezno UV zaščito in dobro kvaliteto, to se pravi, da ne popačijo slike. Drugače bi pa opozoril, da sončna očala so smiselna takrat, kadar nam sonce sveti v oči. Imamo še drugačen pristop lahko z šiltom in tako naprej. So ljudje, ki jim sonce zelo paše in jim je potem za njih kazen, ko morajo na sončna očala, recimo. So pa ljudje, ki jih svetloba zelo moti in so še kako primerna sončna očala za take. Skratka, to je treba individualno oceniti. Je pa seveda, kot sem že rekel, pomembno to, da ta UV zaščita pride pa vsakmu zelo prav. Ampak kako verjeti, da je res UV zaščita, oziroma verjetno tu velja tudi tisto, ne? Če je nekaj zelo poceni, potem je velika verjetnost, da niso kvalitetna stekla. Ja, s to kvaliteto je vedno problem, kakšni so standardi, kje postavimo ta standard. Razumete? Pri sončnih očalih se v osnovi kaže na to, da so temna. Jaz pravim, da sončna očala mora biti čim svetlejša, pač pa mora biti kvaliteten UV filter, ker ni problem v temi, problem je v UV zaščiti. Se pravi, to je tisto temeljno, medtem ko barva ali pa temnost je pa bolj povezana, bom rekel, bolj z modo, kot pa z resnično zaščito, oziroma takrat, kadar imamo neke bolezenske spremembe, pa nas svetloba zelo moti, takrat moramo imeti seveda tudi temnejša. Takrat ja. Kar se pa tega tiče, recimo cenovno, vemo, da so tu ogromne razlike. Imamo neko, da tako rečem, fair ceno, ki je manj modna, potem imamo pa seveda znamko plus modo in tako naprej, ki so seveda sezonsko, tu gre pa cene v oblake. No in če se zdaj tudi malo pri modi in tem, povejte mi še permanentni make-up, pa lepljenje trepalnic, kaj očesni zdravniki pravite na to? Če to ne vpliva na zdravstveno stanje oči, zakaj pa ne? Ker to vpliva na splošno zadovoljstvo pacienta in vemo, da se človek počuti zdravega, se mora biti tudi zadovoljen. In če je za svojim videzom zadovoljen, to nič narobe. Seveda, če pa ta videz pomeni, oziroma make-up, kaj takega pomeni, da si s tem sproži alergična reakcija, sproži kakšne negativne pojave na očesu kot takem, potem je pa seveda, pa imamo kaj proti. Katere so najpogostejše alergije? Ja, spomladanski, ta del, seveda cvetni prah, to, kar po zraku leti, to je seveda najprej pride, potem pa to, kar imamo doma, pršice, take zadeve. Prej nisem vprašala, ko smo govorila o vseh teh operacijah, povedali ste, da so samoplačniške, me pa zanima, ali imate čakalne vrste? Pri samoplačniški je vedno stvar dogovora. To je ravno pri zavarovalniškem delu, imamo čakalno knjigo, vrstni red, to se vse strogo mora upoštevati. In potem govorimo o teh čakalnih dobah, pol leta, 1 leto in tako naprej. Skratka, ti, ko postaneš kandidat za to, dobiš pozicijo v tej čakalni knjigi in potem počasi potuješ do tistega dneva, ko boš na vrsti. V samoplačniškem delu je pa stvar dogovora. Najprej upoštevamo želje pacienta, kdaj ima on čas, kdaj si lahko privošči 14 dni recimo odmora ali pa 1 teden odmora, da ima takrat, da ostane doma. Ampak mora računati na to, da bi kar šel v službo, recimo, in... Vedno računamo z, recimo, komplikacijami. To je varnostno. To pomeni, če pride do težav, da lahko vse normalno steče. Seveda, če teh ni, potem lahko gre prej v službo, ni problema. Samo pripravljanje to v tem smislu. Skratka, načrtovanje same operacije poteka v samoplačniškem delu precej drugače kot v zavarovalniškem. In veliko bolj naravno je samoplačniško. In jaz bi bil še kako za to, da bi recimo podobno se lahko s pacienti, ki pridejo na zavarovanje, ker to je stvar samo plačnika. Enkrat plača zavarovalnica, enkrat plača pacient sam. To pomeni, da v osnovi bi se lahko enako dogovarjali. In bilo zelo lepo, da bi pacienti, ki grejo na zavarovanje, da bi se lahko zmenili, v redu, jaz bom pa čez 2 meseca operiran, jaz bom pa čez 14 dni zaradi tega in tega in nekdo čez 2 meseca zaradi tega in tega. Zdaj pa te možnosti ni. Je pa treba dosledno upoštevati recimo te kapljice in to, kar ste rekli. Če se počutimo, če vidimo, pa lahko delamo normalno, gledamo normalno, ali moramo, kako rečemo, malo prihraniti svoje oči? Ja, malo moramo zmanjšati hitrost. Moramo biti bolj vsakdanje življenje, potem bolj dopustniški nekaj časa. Predvsem upoštevati oči, to se pravi naš vid,
kaj smo zmožni, pomeni, ko se čutimo utrujene, da nekaj ni v redu, sledi počitek. Ko vemo, ko imamo pa delo, takrat je pa delo tisto, ki zahteva od nas, da moramo recimo 8 ur bulj v ekran, da tako rečemo. Jasno, da po operaciji to ne gre. Ne. Lahko pa pogledamo, lahko pregledamo internet, lahko nekaj preberemo in to ni problem. Kako torej poskrbimo za oči, če zdaj ravno govoriva o tem načinu sodobnega življenja, ko so razni ekrani, ne? Eni so drobčkini, eni so veliki, eni so zelo svetli. Torej, ali obstaja kakšna meja, koliko naj bi človek recimo gledal računalniški zaslon, delal za računalnikom glede na oči? Preko star šolski sistem nas je, če gledamo 200 let nazaj, ne, zakaj v šoli imajo po 3/4 ure odmor. Ker nam koncentracija pade. In naše učke zelo veliko zdržijo. Bom rekel, več zdržijo, kot pa mi naše oči so sposobne gledati tudi, ko nam že koncentracija pade. Ampak, ker pa, ko gledamo, uporabljamo tudi mišice, te fine mišice, ki tu noto učki, te ciljarne, bi bilo tudi zelo dobro potem narediti odmor. To pomeni, čez cel dan si mi lahko naberemo zelo veliko ur kompjuterja, ampak z odmori. To pomeni to, kar so že stari vedeli. Recimo, tako kot so v šole, stare šole iz Avstro-Ogrske, recimo, so imeli velika okna, ostale hiše so imeli pa mečkane, recimo. To pomeni, da so še takrat vedeli, da je svetloba sama po sebi pomembna in tudi na sodobni način življenja je mogoče slaba stran ravno te, da se čedalje bolj zapiramo v zaprte prostore in na tak način seveda stimuliramo, da naša kratkovidnost potem napreduje bolj, kot bi bilo potrebno. Skratka, veliko bi bilo dobro biti na zraku, na svetlobi. To verjetno potem velja še zlasti za naše otroke? Še posebej. Tudi sončna očala, ko govorimo, sončna očala so v bistvu pomembna za otroke. Se pravi, ta zaščita je bistveno pomembna tja do 12-13 leta. Potem, ko je recimo nekdo moje starosti, če je bilo karkoli narobe prej narejeno, je že določeno. To se pravi, jaz praktično, če mi je namenjena, da tako rečem, degeneracija rumene pege, jaz še imam vse pripravljeno v mojih očeh. Razumete? To pomeni, če bom zdajle se ščitil, mogoče bom malo vplival na to, ampak v osnovi je že določeno. Ampak pri otrocih je pa to seveda bistveno. Ko pred leti nazaj opazoval, so bili starejši z sončnimi očali, otroci pa vsi brez. Ne reč, da se zadnje 2, 3, 4 leta malo stvari le spreminjajo, da je vse več otrok z sončnimi očali proti odraslem. Opažate pa, da vse otrok slabše vidi ravno zaradi tega življenjskega sloga in ves čas nekega branja, gledanja v zaslone? To pomeni, kratkovidnost narašča. Ni to, da potem zaradi tega ljudje slabše vidimo. Ampak imamo to, kar imate vi, recimo dioptrija, seveda potem počasi v minusu, proti minusu raste, pomeni, da smo čedalje bolj orientirani na blizu in temu primerno seveda potem slabše vidimo nadaleč. Ampak ker pa vsak dan življenja pa rabimo pa tudi dober vid nadaleč, recimo za vožnjo, televizijo, kaj vem, v službi in tako naprej, imamo pa seveda problem. Nisem prej vprašala, otroke operirate dioptrijo in podobno? Po 18. letu, se pravi pred 18. letom, takrat, ko vid še ni povsem določen, pa bi bila samo ti izjemni primeri, vendar jaz osebno raje takrat svetujem kontaktne leče, dokler ne pride do, da tako rečem, da človek povsem ne odraste, potem pa operacija. Pri otroštvu so to izjemno. Kaj vem, če to gre za sivo mreno, seveda potem je operacija takrat. Sicer pa tudi ven, pa v naravo, pa čim več gibanja velja tudi dobro za oči. Tako. Dobro, hvala lepa za tole pogovor. Upam, da sva povedala vse. Sicer pa, če imajo naši gledalci vprašanja, je najbolje, da se obrnejo k vam. Prva pot, prva informacija pa je najbrž spletna stran. Tam imate te osnovne informacije navedene. Tako, to je tam nekaj upisano, drugače pa seveda lahko po telefonu potem zvejo, vprašajo. Teh informacij po svetu je ogromno. Res pa je, da je ta osebni kontakt le nekaj posebnega, je drugače. In niste sami, imate tudi kolega? Ja, mi smo 3, to se pravi, da smo že postali ustanova, obstojamo že toliko časa, tako da mislim, da bo tudi vse teklo lepo naprej. In si izmenjujete vse, kar veste, tako da komorkoli pridejo ljudje, vedo, da bo poskrbljeno za nje. In če na koncu pozoveva, naj poskrbijo za oči ljudje, kako? Kaj bi jim priporočili, tako čisto za konec? Nekaj posebnih bi rekel, normalno vsakdanje življenje, ker
saj neke posebne izbire tako ni, jasno, vmes malo pomisliti na tisto zdravje, a ne, in kakšne drobne efekte, v tem primeru, če greš recimo na sonce, uporab sončna očala ali pa vsaj zaščito v obliki kape, šilta, kaj takega. Ostalo bi svetoval recimo vsake toliko časa kak pregled, recimo tako, da se vidi. Skratka, samega sebe poslušati, opazovati in če nekaj ni po načrtih oziroma nekaj se zdi sumljivo, potem pač preveriti. Rečemo, imamo utrujene oči, ne? Je treba vseeno preveriti, zakaj imamo utrujene oči in kaj se morda skriva. Ja. Tako. Hvala lepa, torej veliko uspeha vam želim še naprej, tudi že zdaj čestitke za tisto vašo obletnico, ki jo boste praznovali kmalu. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Upam, da ste dobili kakšne koristne informacije. Morda, da se boste opogumili, če vam je doslej manjkalo poguma in seveda, da boste čim bolje videli in pa da boste gledali same lepe stvari. Hvala za pozornost, torej nasvidenje.